Člani Nove Slovenije so ta konec tedna v Srednjih Radencih v Beli krajini pripravili poletni tabor, ki so ga letos poimenovali po nekdanjem predsedniku stranke, predsedniku vlade in finančnem ministru Andreju Bajuku. Na tabor so povabili tudi zgodovinarko in novinarko Rosvito Pesek. Ta jim je predstavila svojo zadnjo knjigo z naslovom Osamosvojitvena vlada, kako so gradili državo. Nova Slovenija je svoj poletni tabor v Radencih pripravila že tretjič. Na njem se je v 3 dneh zvrstilo nekaj 100 članov stranke, prijateljev in simpatizerjev. Gre za družabno prireditev Nove Slovenije, kjer se člani srečajo na neformalen način. Nekaj je tudi izobraževanja z predavanji o osamosvojitvi, o različnih temah gospodarskih in tako naprej. Seveda pa je tabor namenjen predvsem zabave in druženju ter spoznavanju novih krajev in znanj. Tako so pripravili tudi bogat kulturni program in celo kuharsko šolo. In kako jim je šlo? Zelo obvladajo. Tukaj je iz cele Slovenije, so Primorka, Štajerka, Dolenjka in izkušnje izmenjujemo, tako da to ni šola kuhanja, ampak je izmenjava izkušenj. Se pravi, kdo koga uči? Drugega. Vi ste prišli kar s celo družino, zakaj? Ja, zdaj se nam je zanimiv program. Udeleževali se bomo raznih aktivnosti, ki jih organizira Nova Slovenija na tem taboru. Predvsem pa smo prišli zaradi tega, ker na tem koncu Slovenije še nismo bili. Seveda je potrebno Belo krajino spoznati tudi iz čolnov in raftov. Zdaj gremo na spust do Damla, to je dobrih 10 km, dobre 4 ure bomo na vodi. Kako ljudje to jemljajo, se bojijo? Ne, ker tle voda ni nevarna, vsi smo opremljeni z jopiči, z čeladami, tako da se ne bojimo. Spust po Kolpi za vse udeležence je zagotovo nepozabno doživetje, zato ni čudno, da se tabora NSI v Radencih vsako leto udeležuje vse več članov.